glede na to, da je Ustavno sodišče razsodilo, da zakon o davku na nepremičnine ni veljaven in da je protiustaven, so se v javnosti začela pojavljati vprašanja v zvezi s tem, kako nadomestiti prihodke v višini približno 200 milijonov evrov, in tukaj so se pojavile seveda različne možnosti. Eno izmed teh možnosti je omenil tudi minister Čufer, in sicer, da naj bi se povečal davek na dodano vrednost, in sicer pri splošni stopnji za 2 odstotni točki, se pravi iz 22 odstotkov na 24 odstotkov, in pri nižji stopnji za pol odstotne točke. S takšno rešitvijo bi Slovenija spadala med države z eno izmed najvišjih stopenj v Evropski uniji, govorimo o splošni stopnji. S tem bi se dejansko zmanjšala potrošnja, predvsem tukaj mislim na zasebno potrošnjo. Zasebna potrošnja ima že danes negativen trend oziroma smer razvoja, s tem pa bi se to samo še povečalo. Poleg tega ocenjujemo v Slovenski demokratski stranki, da tudi dvig davka ne bi zaradi zmanjšanja potrošnje in porabe prinesel tolikšnih finančnih učinkov, kolikor se dejansko pričakuje. Vplival pa bi na socialni položaj ljudi, predvsem tistih z najnižjimi dohodki. Mi vemo, da je ta davek regresiven, to seveda pomeni, da glede na razpoložljivost dohodkov bolj obdavčuje tiste z nižjimi kot tiste z višjimi dohodki, predvsem zaradi tega, ker ljudje z manj denarja dejansko potrošijo ves denar za dobrine oziroma za izdelke in storitve, medtem ko tisti z višjimi del dohodkov navadno prihranijo in seveda prihranki niso obdavčeni z davkom na dodano vrednost. Poleg tega ocenjujemo tudi, da bi zvišanje tega davka vplivalo na gospodarsko rast, čeprav v Sloveniji še nimamo gospodarske rasti, ampak to bi dejansko pomenili, da bi Slovenija veliko hitreje prišla iz krize, se opravičujem, veliko počasneje prišla iz krize. Z drugimi besedami, ocenjuje se, da bi dvig davka za 2 odstotni točki ali za skoraj 10 odstotkov pomenilo padec bruto družbenega proizvoda med 0,2 do 0,3 odstotka. To vsekakor niso prave rešitve, zaradi tega seveda ne podpiramo takšnih rešitev. Glede na to, da bo morala Slovenija sprejeti fiskalno pravilo oziroma njegovo delovanje, menimo, da bi bilo treba narediti odločnejše korake oziroma sploh prvi korak na področju odhodkov. Stabilizacija odhodkov nas čaka tako ali tako v naslednjih letih, tudi zaradi tega, ker Slovenija bo morala uveljaviti fiskalno pravilo, kar pomeni, da bo morala imeti izenačene odhodke z prihodki. Bi pa ob tem še rad poudaril, da je padec davka na nepremičnine pomeni predvsem fiasko, bom rekel, celotne oziroma pravne stroke na tem področju. Davek oziroma zakon o davku na nepremičnine je v nasprotju z 5 členi Ustave.
Tudi, če govorimo o zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, je seveda ta zakon premalo jasno opredeljuje davčno osnovo v samem zakonu, ampak to dela s podzakonskimi akti. Zakon o davku na nepremičnine pa je določal, govorim seveda o preteklosti, da naj bi bila davčna osnova določena z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin. V zvezi s tem bi rad tudi povedal, da je leta 2006 predsednik vlade, takratni predsednik vlade Janez Janša povedal v odgovoru na poslansko vprašanje gospoda Milana Potrča, da se ta davčna osnova ne bo upoštevala pri davku na nepremičnine, oziroma da se množično vrednotenje, oziroma zakon o množičnem vrednotenju v tem primeru ne bo upošteval kot davčna osnova, toliko seveda v zvezi s tem govoricami in natolcevanji, koliko je odgovorna vlada Janeza Janše za padec nepremičninskega davka. Tudi, če bi bilo tukaj kakršnakoli povezava, je treba seveda upoštevati, da ko predlagatelj, to je vlada, določa davčno osnovo in reče, to pa je v skladu z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin, je treba seveda upoštevati, da je bil ta zakon ravno glede davčne osnove spremenjen v letu 2009. V letu 2009 pa takratne vlade ni vodil Janez Janša. Če smem še eno vprašanje, kako gledate na to napoved tudi v luči podpisane koalicijske pogodbe? Dejstvo je, recimo na eni strani je ravno državljanska lista zahtevala to alinejo, da se davkov ne povečuje več, ne? Na drugi strani javni sektor, kjer se da dejansko največ narediti na odhodkih, pokrivata ministra te iste stranke. Kako vidite ta problem teh zavez, ki so jih sklenili ob podpisu te zadnje koalicijske pogodbe? Zdaj, glede na to, kar je izjavil minister Čufer, verjetno koalicijska pogodba v tem delu ne bo delovala. Zdaj, ali bo prišlo do tega, da bo treba koalicijsko pogodbo spremeniti, če bi tukaj dejansko prišlo do večje odločitve z davkom na dodano vrednost, ali se bo pač zgodilo to, da pač ta del koalicijske pogodbe ne bo deloval. Ne vidite pa neke realne možnosti, da bi dejansko kdorkoli problematiziral to zadevo znotraj koalicije? Jaz mislim, da bi bilo dobro v korist državljank in državljanov, da bi kdo problematiziral stalno povečevanje davkov. Ker kot vemo, vlada Alenke Bratušek do danes ni naredila drugega, kot da na takšen ali drugačen način povečuje davke in da zadolžuje državo. Nesprejemljivo je, danes je Statistični urad Republike Slovenije dal informacijo o tem, da bo zadolženost Slovenije znašala v letu 2014 več kot 80% bruto družbenega proizvoda. To je dejansko nesprejemljivo in je nad maastrichtskimi kriteriji in v letu 2015 bo morala Slovenija vsako leto zmanjšati dolg države, tukaj mislim dolg države v celoti, se pravi, gre tudi za zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno, občine, tudi nekatera državna podjetja, za 1/20 vsako leto oziroma za 5%, dokler ne bo prišla do deleža dolga na raven 60% bruto družbenega proizvoda. To je dodatna zaveza. Ob tem, da seveda ne upoštevamo in da ta vlada ne upošteva fiskalnega pravila. In to je dejansko nesprejemljivo. Te finance, državne finance se enostavno ne izidejo. In se tudi ne bodo išle. Še čez 3-6 mesecev se dejansko ne bodo išle. Kljub zadolževanju. A kakorkoli vidite politično povezavo na odnose znotraj koalicije v tem kontekstu, da ima pač minister Virant ta teden na sporedu tudi
interpelacijo že drugič v tem mandatu. Ne, jaz te zadev ne bi povezoval. Jaz mislim, da je koalicija in tudi Alenka Bratušek rekla, da davkov ne bodo več povečevali in napovedano povečanje davka na dodano vrednost je povečanje davkov. In mislim, da tukaj dejansko niti državljani, niti državljanke, niti gospodarstvo tega več ne morejo sprejeti.